Danes je Ekonomsko-poslovna fakulteta, članica Univerze v Mariboru, Slovensko akademijo počastila 50. obletnico svojega obstoja. Prvih 50 let je za vami. Kakšni so načrti za naslednjih 50? 50 uspešnih let je za nami, želimo še vsaj 50 tako uspešnih let, kot so sedaj. Predvsem načrtujemo izboljšanje kvalitete na področju študijskih programov, ker želimo ne samo z formalnega vidika, ampak tudi z vsebinskega vidika udejanjiti bolonjsko prenovo, kar pomeni primerne oblike poučevanja v majhnih skupinah in izboljšave kakovosti študijskih programov za vseh zornih kotov. Prav tako želimo intenzivirati raziskovalno dejavnost, predvsem v smislu umeščanja in povezovanja v mednarodne raziskovalne mreže in povezovanja z slovenskim gospodarstvom v smislu konzorcijev. Nenazadnje si želimo in nameravamo tudi še v večji meri izpeljati proces internacionalizacije fakultete, torej povezovanja z mednarodnimi partnerji. 50 let se opada za 150 letnico začetkov visokošolskega izobraževanja v Mariboru. To pomeni, da Univerza v Mariboru, pa tudi Ekonomska fakulteta, kot integralni del univerze, je inštitucija s tradicijo. Od leta 1959 pa do danes pod Ekonomsko-poslovne fakultete ni bila vedno premočasna. Včasih je bila nekoliko bolj zavita, pa sploh ni pomembno, kakšna je bila pot, pomembno je to, da je Ekonomska-poslovna fakulteta danes moderna, dobro organizirana fakulteta, evropsko in svetovno priznana. Mesto Maribor je prav s pomočjo strokovnosti, ki se razvila na tej fakulteti, uspešno spoprijelo s problemi postindustrijske tranzicije in jih v veliki meri tudi uspešno premagala. V tem okviru je še posebno pomemben prispevek Ekonomsko-poslovne fakultete k razvoju Univerze v Mariboru. Maribor je danes univerzitetno mesto in to je osrednjega pomena za današnji in prihodnji razvoj mesta, za razvoj tega dela Slovenije in za prihodnost naše države v celoti.